Miha Oblak je vizionar in njegova cvetličarna v Ljubljani je veliko več kot le kraj, kjer najdete cvetje. V resnici je to pravi muzej lepega, kjer se smisel za umetnost spoji z rožami in vsakemu obiskovalcu se zato zdi, da je pravkar vstopil v neverjetno magičen svet, kjer je možno vse. Barve, vonjave, spomine iz preteklosti in čudovite vaze Steklarne Rogaška tvorijo ambient, ki je edinstven na svetu. Miha, danes smo v tem tvojem čudovitem ateljeju in ambientu, ki kar kliče po estetiki, lepoti, polno seveda rož, ampak ne samo rože, tudi veliko drugega. Morda bi prav začeli s svojim začetkom. Kakšna je tvoja zgodba? Kdaj si se ti prvič zaljubil v te rože? Ja, jaz v bistvu že kot otrok sem v bistvu malo tem sanjal vse skupaj. Celotna cvetličarna se je pa v bistvu začela nekako v meni graditi z letom 21 let sem bil star. Praktično ne v familiji nimam nobenega, da bi s tem kaj že prej delal ali pa da bi karkoli kaj podedoval. Zadeva je v bistvu to so moje sanje, jaz sem te stvari hotel imeti in potem se je tako zgodba začela. Veš, v modnem svetu bi rekli, da si vizionar. To je taka beseda, ko jo zelo radi uporabljajo modni oblikovalci in dejansko temu je tako tudi pri tebi. Rože so pa zelo delikatne, zelo nežna bitja, jih je treba zelo čuvati. A se je spremenil v zadnjih letih odnos, denimo Slovencev, do rož? Ja, absolutno. Se mi zdi, da tudi te rože, šopki dejansko ljudje bolj cenijo, bom rekel, vse skupaj. Je pa tako, za njih je treba absolutno dobro skrbeti. Rože morajo biti pravilno oskrbovane, spodrezane, v čisti vodi. Kakšna pa je vloga vaze? Imamo danes na voljo res ogromno različnih vaz, nekatere so manjše, druge večje, tudi oblike so si različne. Torej, koliko je pomembno, da je ta vaza usklajena s šopkom? Ja, zdaj tako, če gledamo čisto z praktičnega vidika, doma vaz, nekaterih imajo veliko, nekaterih imajo manj. Jaz mislim, da pri vazi je v bistvu to, da so se nekako pri proporciji, se pravi, govorijo med rožo in vazo nekako lepo sorazmerni, da so res zadeve, ker ti imaš lahko dve varianti. Lahko imaš varianto, da imaš kot vazo, ki je lahko sama po sebi dovolj, torej pomeni, da je v bistvu skulpturna vaza, da je v bistvu vaza sama po sebi dovolj in v tako vazo dejansko daš ti noter lahko samo en cvet. Vaze, ki so po v bistvu mišljene za kot šopek cvetja, ali pa recimo bom rekel, ne vem, šop tulipanov, šop vrtnic, je pa fajn, da so v bistvu vse velike, lahko so, bom rekel, tudi pri samih šopkih je zelo odvisno, ne. Zdaj, ali imaš ti v bistvu nižji okrogel pušelc, je lahko tudi vaza bolj okrogla, nižja, bolj ženstvena, ne. Zdaj, če imaš pa, bom rekel, ne vem, varianto, da je vaza bolj stroga, bolj minimalistična, daš pa lahko noter, ne vem, en sam cvet, kot je recimo, ne vem, helikonija, strelicija, amarilis, tisti je pa v bistvu že samo po sebi dovolj na samo vazo. Zdaj, fajn je, da so več ali manj vaze iz notranje strani gladke, to je zato, da jih lahko dejansko tudi pomijemo. Za vse ostalo gre pa čisto po okusu, bom rekel, človeka. Mi v cvetličarni, tako kot vidite, so od Rogaške vaze, to so kristalne vaze, ki so za moje pojme vrhunski dizajni, lepe stvari, tudi vesel sem oziroma tudi ponosen sem na to, da je slovenski izdelek to in jaz mislim, da tukaj je en velik potencial tudi za naprej in v samih vazah in v samih kreacijah, tako da tukaj moramo biti vseeno malo ponosni, bom rekel, na samo Rogaško, na samo dizajn in tradicijo. Seveda smo ponosni in kako pomembno je, da lepe rože postavimo tudi v primerne vaze. Po drugi strani pa je kristalna vaza investicija za vse čase, ki nam bo podarila veliko lepih trenutkov. In kot nas je naučil Miha, sveže rože lahko najdejo dom tudi v kozarcih, ker ima naša domišljija neskončno pot. In saj veste, kjer je volja, so tudi možnosti.